Nikoli še prej nisem bila tam v Ameriki, ne, je bilo to za mene prvič, ko sem se selila. Vidim eno miš, mi zvizne pod posteljo, kaj delam. Ta mit o The American Dream, ne, vemo, da je pasé. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Posavskega obzornika. Danes je z nami mlada glasbenica, pevka, študentka Berklee College of Music in pa upam, da tudi ponosna Brežičanka, Veronika Strnad. Veronika, zdravo, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si kaj? Super, fino. Še zadnji dnevi tle doma, preden spet grem nazaj v akcijo v Boston, tako da. Koliko časa pa si bila zdaj doma? Dober mesec. Okay. Ja, mesec dni, to je kar fajn, no? Da dobimo toliko časa, da pridemo domov. Mislim, da naredijo toliko dolge počitnice, ker smo res iz celega sveta, tako da več, da se nam pol splača priti domov pa preživeti nekaj časa. Kaj si pa kje počela, ko si bila v Sloveniji, oziroma ko si v Sloveniji? Verjamem, da si poskušaš čim bolj zapolniti svoj urnik, Ja. ne? Da se pač tudi verjetno vidiš s tebi pomembnimi ljudmi in tako. Ja, sigurno. To zmer poskrbim, da si vzamem čas za moje ljudi, za familijo, za prijatelje. Tako da to zmeri prioritiziram. Pa kaki sprehodi, malo narave, kaki špili pridejo, tako da teh sem zmer zelo vesela, da ko pridem nazaj, da imam priložnost še pred domačo publiko nastopiti, pa na slovenskih odrih, tako da. Verjamem pa, da ti kar prehitro mine Ja. ta čas v Sloveniji. Ja, ne? mislim, da se kar hitro Ja, gre. zelo hitro se vračam. Mislim, in tu in tam, veš. Na obeh koncih mi je lepo, tako da pa pač čas hitro mineva, ne. Zdaj, če so moje informacije pravilne, si že v 3. letniku na faksu. Ti je tam vse skupaj že bolj domače ratalo, ali se še vedno počutiš kot nek prišlek, ali pa ne vem, mogoče tujec tam? Ja, kako bi rekla, mislim, sem se odomačila. Veš, tako, ulice so ti poznane, okolje ti je poznano, ko tam priletiš, tako, veš, trgovine poznane in tako, pač na nek način sem udomačena. Tudi tako, veš, prijeten dom sem si ustvarila, prijetne ljudi imam okrog sebe, to ful pomeni, ker ti, mislim, ti zelo lahko spremenijo, no, celo izkušnjo ljudje. Hkrati pa, veš, ni pa isto, kakor pa, če se vrneš v domovino in sploh po tokem času, po dobrih 2 leti pa pol, nekaj takega, sem tam, mislim, da je težko priti do tega občutka, da zdaj si pa čist ne doma. V takem drugem domu sem, ja. Nekako razdvojena, recimo, ampak niti hudo ne na eni strani, ne na drugi strani, Ja, ne, v uživaš. bistvu, v bistvu mi je res lepo na obeh straneh, tako da sem srečna. Kako je pa sploh prišlo do tega, da študiraš, da nekdo iz Brežic danes študira na prestižnem Berklee College of Music? Ja, jaz nisem imela plana iti v Ameriko, ne. Študirala sem v Celovcu v Avstriji, in v bistvu po 2 letih študija sem šla poleti 2022 v Italijo, v Perugio, kjer je imel Berklee organiziral dvotedenske delavnice in sem imela tam priložnost delati z nekaterimi Berklee profesorji in pol jaz vem, da lahko tudi opravljaš avdicijo. In jaz sem šla na to avdicijo bolj tako, pa ajde, bolj tako iz heca. No, in pa sem to avdicijo uspešno opravila in na koncu so podelili nagrade 6 udeležencev izmed, ne vem, mislim, da nas je bilo več kot 200, nekaj takega. In med temi 6 sem bila, hvala Bogu, tudi jaz in prejela ta full tuition, polnoplačano šolnino za 4 leta do diplomskega študija. Wow. In tako, no, so se stvari kar obrnile na glavo, pač je bil ful veliki šok. Ampak
glej, sem zelo vesela, da sem se odločila za to in zagrabila priložnost. Torej, ti si imela prvotni plan oziroma prvotno v glavi, da boš dokončala lepo fakulteto v Celovcu, Ja. recimo, da malo bližje doma, in pol si ti je čisto obrnilo. Pa si kdaj vmes kolebala, oziroma ko si izvedela, da si ena izmed teh 6, ki so bili nagrajeni s to šolnino, si kdaj kolebala, ali bi šla, ali ne bi šla, bi raje ostala bližje doma, bližje družine? Veš, kako je bilo? Mislim, čutila sem, da je prava stvar. Ne znam ti to tako dobro opisati. Je pač nek ta notranji feeling, ki mi je rekel, da pač taka priložnost res pride. Jaz mislim, da ne pride večkrat v življenju. In čutila sem, da jo moram oziroma želim zagrabiti. Hkrati pa pač, ja, sem pač mogla orenk premisliti, ne, kaj dejansko počnem, kaj vse puščam za sabo in tako. Tudi pač konec koncev smo se mogli z družino pomeniti in tako in hvala Bogu, pač sem dobila ta, mislim, veliki suport strani moje družine, da smo skupaj v bistvu stopili v to, no. Tako da ja, ampak veš, čutiš ono, ja, okej, to res je nekaj vznemirljivega, ne, hkrati pa veš, da je en kup enih pomislekov in pač ogromen korak v neznano, ne. Tudi jaz nikoli še prej nisem bila tam v Ameriki, ne, je bilo to za mene prvič, ko sem se selila, nikogar nisem tam poznala, tako da je bila ena taka mešanca občutkov, no. Ampak v glavnem sem pa vedela, da želim to priložnost izkoristiti. Tako, v uteho mi je bilo ta misel, da se lahko zmeraj domov vrnem, tako da sem si rekla, grem probat to izkušnjo. To se mi zdi fajn, sploh da te družina ali pa tudi recimo prijatelji podpirajo, ne pa da bi te nekaj bremzali ali pa ne rekli, zakaj moraš iti. Glih tu sem res hvaležna, da sem dobila ful veliko mero podpore in strani familije in družine in konec koncev tudi profesorjev v Celovcu. Vsi so bili res tako, ja, daj pejt poskusiti, mi ti stojimo ob strani, tako da to je bilo res lepo. Koliko časa prej si pa izvedela, da boš v bistvu naslednje leto bila prvi letnik v Bostonu na Berkeleyju? 1 leto sem imela vmes časa. Tako da je bilo nekaj časa za ta premislek, hkrati pa pol moraš iti kar zelo hitro v ta proces pridobivanja vize, urejevanja vseh papirjev in tako naprej. Tako da je bilo nekaj časa, ampak ja, no. Bolj, ko sem se približevala koncu, je bilo tako mixed feelings, kaj delam, ampak glej, sem se poslušala in zdaj sem res vesela, da sem naredila to odločitev, je bila sigurno ena izmed boljših v življenju. Česa te je bilo pa recimo najbolj strah? Ne vem, ali česa, kar se tiče selitve, ali same neke logistike, ali mogoče kako se boš tam znašla, ljudi? Strah me je bilo v bistvu pač tega koraka res v čist neznano, ne. Jaz sem tudi, sem tak bolj ziharaš, rada imam, veš, tako zorganizirane stvari ali pa ne vem, malo vnaprej previdno ali pa ne vem, no. Nisem tako, okej, ja, bomo videli. Flegma, spontano. Ne. Imam rada tako te stvari, tako da pač je bil to za mene ful veliki korak v neznano. Hkrati pa vem, da sem se bala tega, da bi bila razpeta to med domom in tujino in strah me je bilo, da se ne bi mogla odločiti, kam. Tega me je bilo strah, ampak glej, itak pol sem priletela tam, mi je bilo mesto hitro zelo všeč, spoznaš fajne ljudi in tako da hkrati, veš, se ujameš tudi z ljudmi, recimo moji bližnji prijatelji so, večina jih je Evropejcev, ne,
in vsi pridemo tam z eno tako podobno izkušnjo, vsi smo v istem čolnu in se povežemo na nek poseben način in zdaj so se res v tem času ustvarile take vezi, ki verjamem, da so doživljenjske. In pol je vse skupaj lažje, pač nisi sam v tem. Nisi edini. Drugače bi bilo recimo, če bi mogoče ti prihajala na novo, ostali pa bi bili vsi, ne vem, ali s tam iz okolice, ali pa da bi bili že res, ne vem, vpeti v faks, v bistvu ste vsi prišli, nekako ste bili na istem čolnu, Ja. kako se to reče. Ja. Si imela visoka pričakovanja za študij nasploh, ne vem, za faks, za celoten potek tvoje smeri študija in so se ta pričakovanja nekako uresničila ali so bila čist nekako drugačna? Jaz sem se tam odpravila tako, nisem želela prevelikih in predobrih pričakovanj. Pač ta mit o the American dream, ne, vemo, da je passé in tudi tako, no, imela sem priložnost se tudi pogovarjati z nekaterimi slovenskimi glasbeniki, ki so imeli to izkušnjo študija v Ameriki in tako, in nisem hotela preveč pričakovati. Ampak v bistvu meni se je bolj nasprotno zgodilo. Jaz sem šla tam bolj s to neko rezervo, pa tudi to, jaz nisem hotela, zdaj grem pa za 4 leta od doma, tako. Šla sem bolj s tistim, bom videla, grem probat, ne vem, najprej 1 leto, pa vidim, kako se počutim, zmeraj pridem domov na ta način. Ampak ja, no, hkrati sem pol tam prišla in se zelo navdušila nad vsem, no. In nad samim mestom in faks. Mislim, faks res veliko ponuja, res je drugače kakor pri nas, ne. Tako da v veliki meri so ta pričakovanja me v bistvu pozitivno presenetila. So kakšne stvari, ki so me tudi tako prizemljile. Tako, način življenja in tako v tem smislu, ampak v veliki meri pa v pozitivnem smislu. Kaj pa recimo je kakšna od teh stvari, ki te je prizemljila oziroma nek ta kulturni šok ali v pozitivni ali v negativni smeri? Ja, mislim, za mene je bilo še to, ne, da sem se prvič selila v veliko mesto, ne. Jaz še nikoli v Ljubljani nisem živela, ne. Šla sem iz Brežic, iz gimnazije v Celovec, ki tudi ni veliko mesto, ne. Tako da v bistvu je bilo pač to, jaz sem tam, se pravi, nisem nobenega poznala, mogla sem najti neko stanovanje, tako čisto na slepo, podpišeš pogodbo za 1 leto, živiš s tujci in tako in ja, sem pač tako, no, prišla v stanovanje, so mene stvari zelo presenetile. Recimo, takrat sta bila še mami pa ati sta prišla z mano, ko sem se selila in pridemo v mojo sobo, že pridemo v stanovanje, pa vse je bilo tako poln vsega, ful tako razmetano in tako pridemo v svojo sobo in tako mami odgrne zaveso okna in zagledamo tako črn zid 15 centimetrov od okna, pogledam gor, kaj je kaj, nič, samo en tam gor en zračnik. Tistega okna pač pa nisem sploh nič uporabljala, nobene svetlobe, nobenega svežega zraka. In pol grem spat in trenutku, ko si tako rečem, ajde, ne, gremo prva noč, vidim eno miš, mi zvizne pod posteljo in pa sem tisto miš prvo noč celo iskala in tako da neke take stvari, no, ke pač pri nas imamo res lepo urejeno in na lep način živimo, tako da neke take stvari glede življenja so me tako presenetile, ampak hkrati pa zaradi njih veliko bolj cenim, kaj imamo doma. To je res, mogoče dokler res ne greš nekam ven ali pa nekam daleč stran, ne veš, kako lepo tukaj živimo in kako lepo naravo imamo in vse to. Kaj pa mogoče neka pozitivna stvar, ki te je presenetila, ali pa recimo neka stvar, ki je v Ameriki ful boljša proti Sloveniji? Ja, v Ameriki je res, no,
možnost študija različnih smeri je res, mislim, zelo širok spekter, ne. Tako da nad faksom sem bila zelo navdušena. Res sem se našla v smeri, ki jo študiram. Tako da sama ta širina, hkrati potem tudi s tem pridejo priložnosti, ne. Okej, je večji trg, ne, to pač za sabo potegne več priložnosti in pa hkrati potem tudi službe, ne. Tam obstaja ogromno poklicev, ki jih mi ne poznamo, ne. Tako da ta neki širok spekter se mi zdi, da zelo lepa stvar. Kateri pa so to recimo poklici, ki jih ne poznamo? Recimo. Mislim, že samo v glasbeni industriji, ne, se ti lahko tam zaposliš v studiu, ne, pa si studijski inštrumentalist, pevec, back vokalist v tem smislu. Potem, ne vem, ogromno obstaja poklicev oziroma tako dela na daljavo. Čedalje bolj, ne, se to razvija, tako da lahko se na ta način zaposliš prek kakih podjetij, ne vem, pomagaš pri kaki analizi, glih to sem zdaj iskala, neko delo, v bistvu analiza glasbe, oziroma, ne vem, top trending komadov, in potem oni zbirajo te podatke. Veš, saj je banalen primer, ampak tako, no, na ta način. Je ful enih stvari, ki si sploh ne zamisliš, da to pač lahko nek poklic. Pa da lahko od tega živiš dejansko full time, ne. Ja. Okej, veliko smo že govorile o tvojem faksu, nismo pa še nič točno rekle. Torej, kako točno se imenuje tvoja smer študija? Mogoče najprej to. Katere so še recimo druge smeri na vašem faksu? Pa če bi me lahko popeljala čez recimo en tvoj dan na faksu, od takrat, ko se zbudiš, do takrat, ko greš spat. Se pravi, moja smer je sestavljena iz performansa, se pravi, moj inštrument primaren je vokal in pa songwriting. Hkrati pa se program dotika tudi malo music biznisa, malo podjetništva v taki smeri, da v bistvu je zaokrožen s ciljem, da te dobro opremi, da si v bistvu ti individualen artist. Tako da malo na različne stvari, ampak glavni stvari sta pa pisanje glasbe in pa performance. Ostale zelo popularne smeri so poleg teh dveh, je recimo produkcija, kak sound design, music therapy, kaj še imamo, bolj tako kompozicija, aranžiranje, imaš pa tudi, ne vem, neke take, kot so film scoring, game scoring, glasba za videoigrice, take stvari. Moj dan se ponavadi začne nekje okoli 7. Zmeraj, mislim, no, nekajkrat na teden rada si zjutraj vzamem nekaj časa, naredim nekaj za sebe, potelovadim in tako. Obvezno dober fruštek in kava iz džezve, bar kafe. To je obvezno. Lepo slišati. Ja, brez tega. Da nisi na onih black filtered kavi, ali kak je to? Ne morem. Ne. Turška kavica, brez tega dan ni tako fajni. In potem imam ponavadi obveznosti na faksu okrog 9, s podzemno do tja. Potem pa pač predavanja, hkrati tudi pomagam v enem studiu, pripravljam studio, mikrofone in tako naprej, potem snemamo neke aranžmaje od študentov in tako naprej. In potem to traja nekje do 7, nekaj takega, mogoče kak dober koncert po vseh obveznostih. Pridem domov okrog 9, kaj takega, po si s cimri kaj dobrega skuhamo, vsi ful radi kuhamo. Pa imamo kakšne dobre debate in tako, kaka naloga in to je to.
Torej imaš v bistvu kar dolge dneve, no? Ja, so kar dolgi, ja. Mislim, sej, ne, imaš vmes kakšne pavze, no, včasih tudi ne, ampak tako, se najde vmes kakšne pavze, pa tako, in sem potem pač, ja, večino dneva preživim na kampusu. Pa imate tudi tako razdeljeno, recimo, ne vem, en del so predavanja, en del so vaje, ali kako imate to razdeljeno, ali ste večinoma na kakih, ne vem, delavnicah, ali kako to Ja, izgleda? eni predmeti so pač bolj praktični, ne, tako kot je pač samo ure petja, ki potekajo 1 na 1 s profesorjem. Potem imamo recimo bende, ki pač v bistvu zgleda bolj kot vaja, je taka velika vadnica. Po so pa pač tudi taka klasična predavanja. Ampak ponavadi nas je tako nekje okrog 20 ali pa 15 tako. In v bistvu za vsak predmet nimaš tako nekih rednih sošolcev, ne, skozi se menjavajo, kar je v bistvu fajn, sploh pač v našem fohu, da se čim bolj spoznamo in mrežimo in tako. To je super. Rekla si, da si veliko dneva na kampusu. Kako pa je to študentsko življenje na kampusu? Je tako, ko ga vidimo v filmih, a ti živiš na kampusu ali ne? Mislim, da ne. Jaz ne živim na Aha. kampusu. Živim malo izven samega centra. Ampak ja, kampus je zelo živahen. Pač skozi veliko ljudi, sploh naša kafeterija je zmeraj zelo polna. Naša kafeterija je tudi znana po tem, da se v bistvu skoraj vsak večer spremeni v oder, in imamo potem študenti take koncerte drug za druga. Sicer pa je pač to kar nekaj zgradb, ne, v enem takem območju in potem se pač seliš in tako naprej. Tako da je pestro in živahno. Živiš pa v stanovanju, si rekla s cimri. So te cimri Američani, Evropejci? Najprej v enem stanovanju sem bila kar v taki mešani družbi. Poleg mene je bila Perujčanka, ena Američanka, pa ena pol Američanka, pol Brazilka. Tako da smo bile zelo mešane. Zdaj pa živim z 2 Evropejcema, med drugim tudi Slovencem. Tako da pa še ena iz Dominikanske republike, ampak tako no, zdaj je fajn, ker zjutraj se zbudim in lahko rečem dobro jutro. Kako debato v slovenščini, tako da. To je super, da imaš mogoče res malo stik z domovino, no, na nek način, Ja, ne? Da ja. ne izgubiš Mislim, jezika in vsega pa tudi skupaj, no. tako, no, pa še po celem dnevu angleščine in vsega tega malo odklopiti. To je super. Ja. Pa vas je veliko Slovencev na tem faksu? Ali? Veš, da nas je 6 ali 7 vse kar. skupaj, To je kar veliko. trenutno. Ja, Aha, koliko je pa vseh skupaj vas na faksu? Ne, ful verjetno. kako vem, po mojem je 6.000, Aha. nekaj taga. Vem, da je sigurno več kot 1000 na letnik, tako da po mojem se nekje tam vrti, ja. Kako pa je biti v takem okolju, ne? To je zelo, v mojih očeh tudi neko kompetitivno okolje. Si kdaj čutila recimo kak pritisk ali pa si se recimo primerjala s kom drugim, ne vem, ali iz vašega letnika ali iz vaše smeri, ali te je recimo to okolje na nek način bolj spodbudilo, pa je bolj pozitivno ti? Mislim, okolje je definitivno kompetitivno, ampak moram reči, da se res zelo spodbujamo in smo tako zelo bodrilni. Ali pa če je ta neka tekmovalnost, je veš taka pozitivna. Ni tega, da bi se, ne vem, res ni neke negativnosti ali pa tako, zelo smo bodrilni drug do druga. Hkrati pa se spomnim, da ko sem tam prišla, sem tako, v Sloveniji sem se že malo znebila te treme pred nastopanjem in tako, sem bila tako pomirjena, ko sem prišla na oder, tam, ko sem prišla na oder, na polno srce, pritiski, pač naredi okolje, mislim, sem si sama pač ustvarila ta pritisk, ne, ampak to zavedanje, da je res ogromno
zelo dobrih glasbenikov okrog tebe. Ampak ja, no, tako kot sem rekla, je zelo spodbujajoče. Pa imate veliko, recimo, ne vem, na letni ravni teh nekih koncertov ali pa recimo svojih nekih produkcij in to. Ja, produkcij je kar veliko v okviru Berkeleya. Skozi so v bistvu neke avdicije, tako z različnimi tematikami, z različnimi, ja, no, temami in tako. Tako da vsake toliko na semester postane zelo pestro. Zdaj, videla sem, da si na faksu tudi del enega tria punc, ko se imenujete Nomadi. Sem prav? Nomadi, ja. A je to pogosto, da se pač na faksu formirajo neki bendi ali pa neke zasedbe, ali je to recimo, ne vem, bilo znotraj kakega predmeta ali pa kaj? Mislim, mi smo to čistko pač ustvarile iz nekega veselja in pač to delamo tako za gušt. Ni to nek blazno resen projekt, to delamo, ker nam je tako res fajn. Ja, s temi puncami, Kristina je iz Češke, Leja je iz Španije, smo začele s temi v bistvu coverji oziroma aranžmaji znanih pesmi. Ampak pripravljamo pa tudi nekaj originalnega letos, tako da Super. Tako da, ja. Čakamo, pride kmalu. Ja, pride kmalu. Kaj pa recimo tvoj album, a ne? A te je to okolje, v katerem si, tudi spodbudilo k temu, da bi ti rada recimo nekaj svojega ustvarila, recimo svoj album, ali si že imela prej v načrtu, jaz bi rada, ne vem, čim prej izdala čim več svojih pesmi in tako? Je bila v meni ta želja, pač po ustvarjanju, ampak sigurno pa me je pač tudi to okolje, ki je pač res tako inspiracijsko. Pa vidiš svoje kolege, ki delajo svojo muziko pa tako in pač ja, me tudi to sigurno spodbudilo. Hkrati pa ja, sem imela to željo po nekem takem celostnem izdelku, kot je album že od prej. Kako je pa izgledalo to celotno ustvarjanje albuma? Nekaj sem slišala, da se je veliko tudi nadaljavo delalo, pa pri čem vse si ti sodelovala, ne? Zdaj v enem intervjuju sem prebrala, da si ne želiš biti samo pevka, da si želiš biti neka vsestranska glasbenica, ne? Torej, v katerih vse vlogah si se lahko preizkusila. Ja, to širino čedalje bolj rabim in si je želim. Ne samo pač ja, ta pevska plat, ampak ustvarjanje besedil, ustvarjanje glasbe in tako. In res sem se za ta projekt preizkusila kot ja, v pisanju besedil, pisanju glasbe, pisanju aranžmaja. Hkrati sem bila tudi v bistvu nek umetniški producent oziroma tako vodja tega projekta. Moram pa poudariti, da sem pa imela krasno ekipo, brez katere pač tak izdelek ne more nastati. Tako da sodelovala, nekaj smo familiarno sodelovali z mojim bratom, ki je napisal nekatere aranžmaje, zadnjo skladbo Vedno bliže sebi je tudi on napisal. In tudi zelo mi je pomagal pri samem konceptu in razvijanju tega. Potem producent je bil moj oče, tako da smo zelo veliko tako skupaj ustvarjali. Hkrati sem pa potem imela eno ekipo v Bostonu, z bendom smo tam v bistvu polovico albuma posneli, in pa potem še z glasbeniki tu v Sloveniji. Tako da je bilo res preplet med Slovenijo in Ameriko. Zdaj, tvoj album je v celoti v slovenščini. A si kdaj razmišljala, da bi ga mogoče naredila v angleščini, da bi recimo lahko z njim tudi nastopala, ne vem, kje v okolici tvojega faksa, ali mogoče si že, pa si v slovenščini pač, ne? Se poraja ta ideja. Ja, tako, želela sem sebi podariti moj prvi album v maternem jeziku. Meni slovenščina zelo veliko pomeni in na splošno naša kultura in želim si biti del nje. Tako da sem šla s tem, da ustvarim album v slovenščini. Hkrati pa
sem v bistvu začela z nekimi prevodi poskusnimi. Okay. Tako da pustimo se presenetiti. Ampak ja, v glavnem je ta ideja, da bi nekako čim bolj izkoristila vso to zgodbo, ki smo jo naredili, se pravi teh 8 postaj. Vsaka skladba je v bistvu ena zgodba in ena postaja na moji poti. In bi si želela, da bi še kdo poleg teh 2 milijonov, recimo, ne, Ja. še razumel to zgodbo. Tako da ja, Super. mogoče Si se odprta zasliši v okej. angleščini. Super. Kako ti je pa bilo res, recimo, predstavljati album v Sloveniji ali pa imeti nastope, med drugim tudi v Brežicah? Verjamem, da je bilo drugače kot pa v Bostonu, ko imate koncerte. A je bilo zaradi tega mogoče treme kaj manj, si se bolj domače počutila verjetno? Jo, veš, da je glih kontra. A ne? Okej. Mislim, ja, veš, ko pred domačimi nastopaš, ne vem, jaz se spomnim enega koncerta, ke sem bila tako živčna, ke so res vsi moji prišli in itak hočeš narediti neki dober vtis in tako, in se tako še dodatno potruditi za svoje. Tako da trema je bila še kako prisotna. Ampak sicer pa zelo lepa izkušnja. Zelo sem vesela, da dobivam podporo tudi iz domačega konca in da smo lahko v bistvu imeli predstavitev albuma na Brežiškem gradu. Predstavitev smo imeli tudi v Kazini, jazz klubu v Ljubljani, potem pa še v parih krajih smo uspeli predstaviti album in ja, lahko rečem, da sem zelo vesela. Je bilo zelo veliko pozitivnih odzivov. Tako da zadovoljna. Super. Komaj čakaš na drugi album torej? Kako? Nekaj se že ustvarja, nekaj novega. Okej. Ja, v bistvu, ja, zdaj, če spoilam, Lahko. a bi? Ja, daj. Mislim, saj ni še nič narejenega, ampak ideja je, da za diplomsko ustvarim še en tak izdelek. Mogoče ne v tako velikem obsegu, kakor je bil ta, ampak sigurno pa bo spet nekaj novega. To je pol v 4. letniku. Ti imaš 4 letnike? Ja. Okej, v 4. letniku diplomiraš. Ja. Super. Zdaj, za eno izmed tvojih pesmi, Bližina, na albumu, si v enem intervjuju rekla, da je najbolj izpovedna. Govori o pogrešanju, o samoti. Ena vrstica tudi pravi, da če nisi sam, vse manj boli. A se kdaj v Bostonu na faksu počutiš samo oziroma osamljeno na nek način? Pride tudi kak dan, ampak moram res reči, da imam res dobre ljudi okrog sebe in to res naredi celo to izkušnjo veliko lepšo, no. Tako da nimam občutka, da sem osamljena, hkrati tudi vem, da imam svoje ljudi tu iz Slovenije na dosegu roke, da ja, tako da pride pa tudi kakšen tak dan. Ampak ja, s to pesmijo sem hotela to res poudariti, da če imaš res eno osebo, ki imaš zraven sebe, je res vse skupaj lepše in lažje. Kako pa recimo ohranjaš odnose s tebi dragimi ljudmi v Sloveniji? Vem, da je tudi velika časovna razlika, a ne vem, ko je pri nas dan, je pri vas noč in obratno. Kako to grejo te FaceTimi, večerni, ne vem. Imaš polne dneve, si rekla, ne? Ja, mi se zmeraj zmenimo vnaprej, kdaj datum, kdaj se ura. bomo poklicali. Ja, v koledar. Okej. Ampak tako, no, staršema imam zmeraj tako nedeljo rezervirano, da se slišimo. Z bratom isto sva na vezi, s prijateljicami. Ja, zmeraj se nekako tako vnaprej dogovorimo, ker ta časovna razlika je res, ne. Ko je tu večer, sem jaz glih v največji akciji osred dneva, ne. Ampak ja, no, tako kot sem pa že prej rekla, ko pa pridem domov, pa si res želim čas vzeti za vse te ljudi, da ohranjamo stik.
in tako. Torej bi rekla, da zdaj bolj ceniš dom, kot pa si ga prej. Sigurno, sigurno. Kaj pa, ko si rekla, da pridejo kakšni slabi dnevi ali pa recimo kak down moment, ko si na faksu, kaj ali pa kdo te takrat, ne vem, drži pokonci, mogoče misel na karkoli? Ja, te ups in downsi so skozi prisotni, ne. Jaz rečem, da je življenje v tujini res tako izkušnja. Ne gre se samo za to tvojo profesionalno smer in rast, ampak res tako vseživljenjsko in osebno rast. Tako da ves čas je tako vijugasto in glih pač v teh trenutkih je res lepo imeti družino ob sebi, prijatelje ob sebi. In ja, to zelo cenim. Zdaj, to vprašanje smo že pred snemanjem tudi omenjali. Kje se pa recimo vidiš, ne vem, po študiju, da bi ostala v Ameriki, da bi ostala mogoče nekje zunaj Slovenije, ali da bi se res, ali komaj čakaš, da bo konec študija, da lahko si tle malo dlje časa? Trenutno res ful uživam v tem nekem balansu. Tako kot sem prej rekla, pač res mi je lepo tu in ful imam rada Slovenijo in naše ljudi, našo kulturo. To mi čedalje bolj pomeni. Hkrati je tudi tujina lahko zelo krasna izkušnja in uživam tudi na tistem delčku sveta. Tako da bomo videli, kake plane ima življenje z mano. Ampak ja, no, tako kot sem rekla, meni pač ta okolica zelo veliko pomeni. Imam neko vizijo, hkrati pa veš, si vseeno puščam tako odprto glavo, ker v takem inspiracijskem okolju se mi zdi, da je škoda, da nekako zablokiraš z nekimi zabetoniranimi plani. Ker itak tako, ne, skozi se spreminjajo stvari, ne. Jaz sem ob tistem prvem letu, ke sem procesirala, da sem čisto štartala neko novo življenje, sem mislila, okej, zdaj sem pa na konju, ne. To je to. Ampak ne. Pač skozi se spreminjajo stvari in pač res so nepredvidljive in hkrati tudi ti se spreminjaš, ne. Ampak jaz mislim, da je to dobro. In tako, jaz se veliko ukvarjam s tem, kje bom in tako naprej. Itak je pač neka negotovost skozi prisotna. Ampak zmeraj nekako pridem do tega, da je pač življenje, hkrati pa še ta naša ljuba industrija tako nepredvidljiva, da se fokusiram na ta trenutek in da zdaj izpijem čim več in ja, potegnem čim več iz te izkušnje in delam in se učim. Zagnana sem, željo imam po tem in se mi zdi, da to največ, kar lahko pač v tem trenutku naredim. Ke pa prideš do neke prelomnice, se pa za nekaj odločiš, kar ima v tistem trenutku največ smisla. Torej res mogoče korak za korakom. To verjamem, da je težko za tebe, sploh ko si prej rekla, da si bolj tak ziharaš, da imaš rada cek planirano, ne, to je verjetno, da kar izven tvoje cone udobja, ne. Zdaj na tej točki bi lahko povedala še nekaj o še eni tvoji pesmi, o pismu sebi. Ne, začne se z vrstico: planiranje prihodnosti v zadnjih časih postal je moj nov hobi. Ja. To je to, ko si prej razlagala, ne, pa bi rekla, da te je strah te prihodnosti, čeprav verjamem, da se je veseliš, je možno, da te je po drugi strani tudi malo strah. Mislim, ja, kaj pa vem, no, če bi glih tem rekla strah. Ne bi rekla strah, je pa pač ta neka negotovost skozi prisotna, ne, ampak ne vem, probam na to gledati kot nekaj lepega, pač da ne veš, kaj te čaka in pač saj je neka lepota v tem. Si velikokrat želim, da bi točno vedela, kaj me čaka,
Ampak glej, tudi tako, ko pridejo nepredvidljive stvari, tudi to, da pač sem dobila priložnost, da se preselim v Boston, ja, je se takrat zgodilo v tistem trenutku z razlogom, ne. Res je. Če pa gremo mogoče malo nazaj. Zdaj, mnogi te poznajo, ne samo kot, pevko, študentko na tej prestižni univerzi, ampak te poznajo kot Brežičanko, kot Veroniko, ki je rada pela, ki je iz močne glasbene družine, ki je tudi bila na Slovenski popevki in ki je tudi na slovenski sceni, ne. Si že tudi pred albumom bila kar poznana, no, si že imela kar nekaj, nastopov za sabo. Kako je bilo recimo odraščati v tako res močni glasbeni družini? Ja, pri nas je bila zmeraj glasba vse povsod. Veliko smo se in se še pogovarjamo, o glasbi, o vsem tem, kar pač glasba za sabo potegne. Zmeraj se spomnim, da smo ful poslušali glasbe, in pač, ja, sva oba z bratom, rasla v tej smeri. In sta pač nama bila starša zelo veliki vzgled in naju pač, ali pa bom zase govorila, me navdušila pač za to smer, ne. Pri njima sem res videla, s kako predanostjo, s kako ljubeznijo delata svoj poklic. In pol, ke sem tudi jaz že majčkeno odrasla pa sprobala oder, mi je to zelo zadišalo in pač potem sem dobila krasen suport, z njune strani in sem zelo vesela, no, da, ja, da sem dobila tako podporo, ker res vem, da je to, kar moram in želim početi. Ja, zdaj pa tudi, no, ke smo že malo bolj odrasli, se pa tudi dopolnjujemo tako v družini in si pomagamo in tako. Glih za ta album, smo pač veliko sodelovali, si veliko pošiljali pa voice message pa tako si veš komentirali stvari. Velikokrat se tudi tako nekaj naredimo v studiu pa se pol pokličemo, daj pridi dol poslušat, ne, kako se ti zdi, tako da veliko je bilo takih momentov in pač so res tako nekaj posebnega. Super je, da imaš nekoga, koga lahko pocukaš za rokav, ne, ali pa mu na hitro kaj pošlješ, kaj vprašaš, ne. Marsikdo tega nima. Ja. Pa si že od nekdaj, vedela, da bo to tvoj poklic, no, ali pa recimo želja v tebi, da postaneš pevka, glasbenica, no. Vem, da si prej tudi, violino igrala. Ali si mogoče hotela biti najprej, ne vem, violinistka, pa pol pevka, kako je to? Ne, ta želja ni bila nikoli v meni. Za violino nekako, ne vem, nisem našla toliko, take močne strasti v tem. Sem pa, ne vem, po mojem, no, ko sem bila pač že malo večja, pač itak, ke si mali govoriš vse sorte, kaj boš, ne, ampak tako, ko sem majčkeno, odrasla, pol pa itak srednja šola pa tako, sem vedela, da me glasba res pritegne, in da me v bistvu, ne vem, nobena druga smer, ke smo jo imeli v šoli ali pa tako, me ni toliko pritegnilo ali pa prevzelo kakor glasba. Tako da se mi zdi, da sem kar zgodaj, imela to željo v sebi. Pol pa čez srednjo šolo pa tako, je pa ta želja po glasbi kot profesionalni smeri čedalje rasla. Kaj pa recimo žanrsko? Kako si se opredelila žanrsko? A je to bilo neka čisto naravna stvar? Kaj najbolj je tebi všeč? Kaj ti najbolj leži na glas? Ta neki jazz, funk, oziroma no, ti povej, kako bi ti opisala žanr, v katerem ustvarjaš? Jaz bi rekla, da je pač neka mešanca stilov. Jaz ji rada rečem jazz pop. Je pač neka baza popa, hkrati pa se slišijo vplivi jazza, vplivi soula, mogoče tudi funka in tako. Ampak hkrati pa mi je tudi zelo zanimivo, izvajati, še kake druge žanre. Jaz sem
začela itak s klasičnim petjem oziroma solo petjem pri profesorici Marjetki Podgoršek Hružen v glasbeni šoli Brežice. Pa seveda v zborih šolskih, potem sem bila del Vive Brežice kar nekaj let. Tako da malo ta klasična plat, potem pa ja, študijem džeza, vse skozi sem nekako raziskovala pop, tako da mi je zelo zabavno, za svojo glasbo vzeti tako biserčke različnih smeri in nekaj združiti, nekaj Pa novega. da je tebi všeč, pa da ti tudi paše na glas, verjetno, ne? Zdaj, ja, omenila si že součiteljico petja, pa malo smo se o družini pogovarjale. Si imela kakega, ne vem, vzornika mogoče, ali je bil to kak učitelj, ali je bil to mogoče kdo iz tvoje družine, da si se pač po njem zgledovala, pa da ti je bil neka mogoče gonilna sila za naprej, mogoče da je res videl potencial v tebi in da te je še bolj porinil naprej v bistvu, no. Jaz sigurno v prvi vrsti moja starša, tako kot sem prej rekla, pač jaz sem pri njima videla, kako je biti profesionalni glasbenik, in pač s kakim veseljem lahko opravljaš to svoje delo. In onadva sta hitro videla, da sem nadarjena za glasbo in seveda me potem v tej smeri podprla. In kadarkoli so prihajali kaki dvomi, pa tako smo se veliko pogovarjali in pač res dobila velik support z njune strani, tudi strani profesorjev, sigurno, od Marjetke, potem tudi na faksu od moje druge profesorice Karolin, v Avstriji. Kaj pa recimo mogoče kaki glasbeni vzorniki, a ne? Ko si bila mlajša, kako glasbo si poslušala, koga si poslušala, si bila fangirl kake, ne vem, skupine, izvajalca, karkoli? Ful veliko smo poslušali Michaela Jacksona doma, tako kamorkoli smo se zapeljali z avtom, zmeraj je bil Michael Jackson. Sem pa fangirlala od Beyoncé. Ona je bila zvezda. Inspiracija. Ja. Kaj pa, če to primerjaš z zdajšnjimi izvajalci, kaj zdaj poslušaš? Verjamem, da veliko stvari, ali pa mogoče kaj trenutno na tvoji playlisti, ali pa mogoče trenutni, mogoče res tudi neki vzorniki, po katerih se nekako zgleduješ. Ja, poslušam res različne stvari. Recimo zdaj sam pop, trenutno mi je zelo blizu pevka Olivia Dean, ki je bila tudi zdaj nominirana za Grammyja, mislim, da za New Artist. Ona mi je zelo všeč. Potem Ray, ki ima tak malo bolj, ne vem, eksperimentalen soul ali nekaj tako v tem stilu. Pa grem na klasike, kakor je Ella Fitzgerald. To potem, ne vem, malo novejši jazz, Melody Gardot mi je zelo pri srcu, pa Jamiroquai, pa Sting, pa John Mayer, Sade, Coldplay, Vse. tudi slovenska glasba, pop, jazz. Pa si imela katerega od teh izvajalcev že priložnost videti v živo? Zdaj videla sem, da imate v okviru faksa, če imam jaz prav, kar dobre koncerte in kar zelo močne izvajalce, ki pridejo. Ja. Ja, v zadnjem času smo imeli priložnost videti Charlie Puta, Finneas od Billie Eilish, brat. Potem pa Berkeley organizira tudi vsako leto. Imamo en dan, kjer pride, kaj pa vem, okrog 100 ljudi iz ameriške špice glasbene industrije in imamo priložnost z njimi imeti kakšne masterklase, kar je pač res veliki privilegij. Tako da ja, to. Sicer pa od teh samih artistov, koncerti pa to, še zmeraj najljubši mi je po mojem Bruno Mars. To smo bili na Dunaju, na njegovem koncertu, to je bilo nekaj zelo posebnega. Torej,
je on tista oseba, za katero bi si najraje želela, da bi prišla na ta masterclass, da bi lahko z njim imela masterclass? Pa bi bilo zanimivo, ja, Aha, bi bilo. okej. To je bilo v enem obdobju, sem bila tako tak fan, Ja. ampak ja, sigurno bi bilo Saj verjamem, zanimivo. da za glasbo so kar obdobja, ne, da enkrat Ja. poslušaš bolj enega, Ja, drugič ja. drugega. Okej, prišli smo skoraj do konca tega našega uradnega dela podcasta. Zdaj imam še kratka vprašanja. Okay. Oziroma, niso tako fejst kratka, ampak ta vprašanja, ki niso nikamor drugam pasala, pa sem jih pač dala tukaj na konec. Okay. Kaj delaš kot hobi? Torej, ne poješ, ne ustvarjaš glasbe, ne študiraš, kaj počneš? Kuham. Oh, Zelo mi je fajn kuhanje. Tako se mi zdi, da se tako odklopim in da je kot, ne vem, neka terapija. kaj pa najrajš skuhaš? So to neke slovenske jedi ali karkoli? Pašta. Aha, Jaz kakšna sem, pašta. jaz sem velika ljubiteljica pašte. To vsi moji bližnji vejo, da je redno na meniju Okej. na različne načine, ampak najboljša pa s tunino omako. Aha, okej. Torej tudi malo študentsko v bistvu, ne? Ja, Popak. Kaj pa naročiš mami, ko prideš domov, kaj naj ti skuha? Kaj te čaka, kaj ti je najljubše? če pridem tako zdaj po zimi, pa so to krvavice pa zelje. Super. Če pa pridem spomladi domov, pa obvezno to itak za poleti in za pozimi goveje juha. Pa pol spomladi kak žar, pa solata z vrta. To. Smo kar lačni postali tukaj. Kolikrat na leto pa prideš domov? Dvakrat. Aha. Dvakrat na leto sem doma. Po en mesec tudi ali malo manj? Tako po zimi ponavadi za mesec dni, čez poleti pa dlje. V bistvu sem celo poletje od sredine maja ponavadi doma. Super. Kam bi šla pa na potovanje? Mislim, da dokler imam zdaj še to študentsko vizo, da bi še mal odkrila kraje v Ameriki. Ja, zdaj imam pač, bila sem v Bostonu, nekaj v New Yorku, tako da bi si želela še v kak drug state še malo raziskati. Kaj pa mogoče tvoje najljubše potovanje do zdaj? Je bilo to kje po Ameriki ali kje tle bolj Evropa? Težko vprašanje. Zelo težko vprašanje. Mislim tako, New York je bil nekaj zelo posebnega, hkrati pa imam jaz tudi ful rada naravo, tako da velika planina mi je bilo nekaj krasnega pri nas. Pa Istra, pa to dol, ta mediteranski vibe meni zelo diši. Moje naslednje vprašanje je bolj brezpredmetno, torej življenje v mestu ali življenje na vasi? Jaz sem, veš kaj, po mojem oboje. Okay. Tako, za nek vsak dan, ko si v akciji, je mesto zelo fajn, hkrati pa tako, za dušo napolniti je pa vas ali pa narava. Idealno bi bila neka kombinacija obojega, ne? Kaj pa bi za sebe rekla, da si bolj introvert ali ekstrovert? Jaz bi rekla, da sem bolj ekstrovert. Sicer sem zelo tudi rada sama in uživam biti sama s sabo, ampak se pa tako polnim prek ljudi, no. Ni, da mi to jemlje energijo. Tako da po mojem neka mešanca, ampak bolj ekstrovert. Še zadnje vprašanje. Na čigav koncert si bi res želela iti oziroma kaj je tvoj naslednji koncert, ki ga imaš v planu? Kot obiskovalka, no. Mislim, da Ray. Ona ima v Bostonu, mislim, da aprila, da sem videla, da ima koncert, tako da to bi si zelo želela videti. Super. Pripeljali smo se do konca te epizode, do te postaje. Jaz ti želim veliko sreče, veliko uspeha, da boš uspešno končala študij in da boš šla res korak za korakom, ne preveč planirala. Hvala. Hvala ti in hvala za povabilo, da sem bila danes tu. In tudi tebi vse lepo.
Super. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi podcasta.